Sredi septembra so se znova združile nevladne organizacije, in sicer na 21. festivalu Lupa 2023. Na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici se je predstavilo prek 120 velikih in manjših nevladnih organizacij, ki delujejo na najrazličnejših področjih, od socialne, kulturne, športne in zagovorniške ravni, pa vse do ekologije, zdravja, civilne zaščite in še marsičesa. Kljub temu, da so organizacije precej raznolike, si enotno prizadevajo izboljšati našo varnost in kakovost življenja v okolju, kjer delujejo. Namen festivala nevladnih organizacij Lupa je, da v bistvu čim širši javnosti predstavimo vso pestrost nevladniškega sektorja. Želimo si torej, da čist običajni ljudje, mimoidoči, spoznajo, kaj vse nevladne organizacije počnemo, s čim se ukvarjamo, na katerih vse področjih delujemo, ker pravzaprav pokrivamo vse naše spektre življenja, od kulture, športa, umetnosti, pa potem različnih izobraževanj. V zadnjem času smo veliko slišali o vseh humanitarnih organizacijah, ki so se vključevale v obnovo oziroma bile tudi prve na terenu, ki so pomagale ljudem pri poplavah, tudi pri vseh ostalih naravnih nesrečah so vključene. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, ki deluje kot krovna mreža nevladnih organizacij, združuje več kot 1500 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov. Med drugim skrbi tudi, da vsako leto poteka festival Lupa. Festival Lupa organizira Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, na kratko CNVOS. Mi smo pravzaprav mrežna organizacija, združujemo različne nevladne organizacije z različnih področji. Na festivalu Lupa se je na stojnici predstavila tudi nevladna organizacija Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je letos svoje delovanje predstavila pod sloganom Izguba sluha ločuje človeka od človeka. Predstavljamo različna področja, se pravi tako področje gluhote kot naglušnosti in pa tudi tinitusa in gluhoslepote. Trenutno so veliko povpraševali po tehničnih pripomočkih, po tem, kako se spopadati z naglušnostjo. Nekaj jih je tudi zanimalo tinitus in pa naše, se pravi, delavnice oziroma skupinska srečanja, ki jih izvajamo. Prav tako pa je zanimiv ljudem tudi znakovni jezik, ki ga lahko preizkusijo in na koncu dobijo tudi nagrado, vkolikor se pravilno naučijo različnih kretenj. Festival nam je tudi tokrat postregel z izjemno barvito raznolikostjo številnih organizacij. Stojnice so ponujale vpogled v že ustaljena delovanja organizacij, lahko pa smo spoznali tudi kaj čisto novega. Program, ki je potekal v kavarni Pritličje, nam je omogočil še dodatna izobraževanja glede delovanja nekaterih društev ali zavodov. Na Prešernovem trgu nam je dan popestril zabavni program, ki so ga izvedli kar člani nekaterih nevladnih organizacij. Torej, naš projekt naprostem.si se ukvarja z promocijo in izvajanjem usposabljanj za uporabo preverjenih odprtokodnih programov in storitev. Torej, kaj je to? To so programi in recimo neke funkcije, ki jih uporabljamo ljudje na računalnikih, vendar jih ponavadi uporabljamo tiste, ki so plačljive. Zakaj? Zato, ker so tiste tudi najbolj promovirane. Mi v tem projektu na prostem pa dejansko ozaveščamo, promoviramo in tudi brezplačno usposabljamo nevladne organizacije in njihove člane za uporabo teh odprtokodnih programov, ki so brezplačni, ne nudijo nobene nevarnosti za kakšne viruse
Lahko jih tudi se sami obnavljajo, torej se avtomatsko tudi, kako se reče, nadgrajujejo. So pa v bistvu razvijani strani računalniške programerske skupnosti. V okviru našega projekta se zavzemamo tudi za to, da bi iz stališča dostopnosti, se pravi digitalne dostopnosti, informirali, izobrazili tudi pripadnike oseb in organizacij, ki so namenjene osebam z invalidnostmi, tudi gluhim in naglušnim nenazadnje, ker vemo, da takih informacij oni ne dobivajo. V Zavodu RISA se ukvarjamo s pravico dostopa do informacij za vse ljudi. Radi bi izboljšali socialno vključenost ljudi, ki imajo težave na področjih branja, pisanja, razumevanja, socialnega vključevanja. Zato je rdeča nit našega delovanja lahko branje. Lahko branje pomeni, da se standardna besedila oziroma navadni teksti prirejajo v obliko, ki je razumljiva za vse ljudi, tudi tiste, ki imajo težave z razumevanjem zaradi recimo motenj v duševnem razvoju, po kakih možganskih poškodbah zaradi avtizma, pač disleksiji, takih problemov. Raznolikost festivala Lupa nas je opomnila, kolikokrat v življenju potrebujemo nekoga, ki nam lahko pomaga ali nas preprosto samo razume. V določenih situacijah država ne zmore ali ne uspe poskrbeti za nas, zato kot njena podaljšana roka to storijo nevladne organizacije. V trenutkih nemoči so med prvimi ob nas, ki nam podajo roko. Zveza društev gluhih in naglušnih se je na festivalu predstavila z ozaveščanjem v povezavi z gluhoto in naglušnostjo. Slogan Izguba sluha ločuje človeka od človeka nam predstavi problematiko soočanja posameznika in okolice z gluhoto in naglušnostjo in kako se z njo spoprijemati. To je samo eden izmed primerov, ki nam pove, kako nevladne organizacije poskrbijo, da nikoli niste sami in da se lahko kadarkoli obrnete nanje.